Obseg Hamasove izprijenosti in brutalnosti 7. oktobra je tako težko dojeti. Velik del tega so seveda posneli kar teroristi sami. Vaša preiskava podrobno opisuje grozote, ki so se odvijale tako med pokolom, kot tudi med ujetništvom v rokah teroristov. Za začetek nam povejte, kako ste zbirali dokaze, pričevanja in kako je potekala celotna preiskava. Najprej dober večer in vesela sem, da sem se vam nocoj lahko pridružila. Želim nekaj pojasniti. Poročilo je podprto z arhivom, zgodovinski arhiv vojnih zločinov, ki smo ga vzpostavili po najstrožjih mednarodnih standardih. Posnete izjave, gradiva, videoposnetki, slike, ki smo jih analizirali eno za drugo. In poročilo odraža arhiv. Vsaka posamezna postavka v poročilu je podprta z gradivom v arhivu. Zato je pomembno to poudariti. In poročilo nam omogoča, da stopimo korak nazaj in vidimo grozote v celoti. V smislu, da ko preberete, gre za poročilo s 300 strani. Več kot polovica poročila je dejstvena. To pomeni, da na več kot 160 straneh preberete vedno bolj podrobna gradiva pričevanj, ki smo jih prejeli, opise videoposnetkov, opise slik. In na neki točki smo ugotovili, da smo sami preobremenjeni s količino dokazov, ki smo jih zbrali, in da jih moramo pregledati. Stopiti korak nazaj in narediti tematsko analizo. In ugotovili smo 13 različnih vzorcev spolne zlorabe, kar nas je pripeljalo do zaključka, da je šlo za strategijo. Spolno nasilje 7. oktobra je bila premišljena strategija, ki je bila žal izvedena z izjemno krutostjo. Zlo, ki ga je tako težko razumeti in tako težko verjeti, da obstajajo ljudje, ki še vedno dvomijo o tem, kaj se je zgodilo. Pogovorite o vseh teh dokazih. In kljub temu seveda, da je bilo treba posneti te grozote. Govorite o tem, da ste bili preplavljeni. Za preživele je moralo biti še toliko bolj travmatično, da so morali ponovno podoživljati svojo grozo, ko so znova delili podrobnosti. In to govori o tem, kako pogumni so ti preživeli in kako pomembna so tudi ta pričevanja. In res je pretresljivo, ko govorite o teh 13 ponavljajočih se vzorcih nasilja na podlagi spola na teh krajih. Povejte nam več o sistematičnih, razširjenih in celovitih napadih, o katerih govorite. Kaj točno to pomeni? To pomeni, da smo lahko opazili vzorce, prakse, ki so se znova in znova ponavljale na različnih lokacijah. Na primer, ko preberete pričevanje v tem poročilu, slišite o podobnih stvareh, ki so se dogajale na različnih, zelo različnih lokacijah in so se nadaljevale tudi v ujetništvu. In mislim, da je za nas zdaj eden najpomembnejših delov ta občutek. Poročila predstavlja tako trdno dokazno podlago. Kot ste rekli v uvodu, je to nekakšen prelomni trenutek. To nas premakne od vprašanja, ali se je to zgodilo, k vprašanju, kakšne so posledice. In resnično verjamem, da to ustvarja novo realnost. Za žrtve, za preživele, za nekdanje talce, ki jim še naprej ne verjamejo. In zdaj je to orodje. To je orodje, s katerim lahko nadaljujejo ta boj. In mislim, da bodo tisti, ki bodo to zanikali, videti kot spletni troli ali pa smešni, ker je to strokovno gledano to. To je to. Pripeljali smo najboljše tožilce na svetu, da nam pomagajo proučiti dokaze. Pripeljali smo najboljšega strokovnjaka, da potrdi poročila. Tako da mislim, da smo naredili vse, da ustvarimo novo resničnost. Toliko dokazov, tako obsežnih dokazov. In poročilo ugotavlja, da ta dejanja predstavljajo vojne zločine, zločine proti človeštvu, genocidna dejanja, mučenje in s terorizmom povezano spolno in na spolu temelječe nasilje po mednarodnem pravu. In vprašanje ostaja, kaj pa pregon? Kakšni pravni ukrepi bi se tu lahko realno sprejeli? Odlično vprašanje. Preden pojasnim pregon, bi rada nekaj povedala, saj se v poročilu podrobno ukvarjamo s pregonom in morebitnim pregonom.
O tem bi rada nekaj povedala. Noben posamezen pregon ne bi mogel odražati razsežnosti teh zločinov, tako kot to počne to poročilo. Menimo, da je pomembno, da to poročilo obravnavamo kot zelo pomemben zgodovinski zapis, kot del zgodovine, ki dokumentira glasove tistih, ki so bili tam. Pričevanja so prav tako ohranjena v tem arhivu in jih zdaj ne moremo le priznati kot taka, ampak jih je mogoče uporabiti tudi pri pregonu. Kaj je pregon? Kako bo to videti? Vemo, da se bo pregon zgodil tukaj, vendar bo potekal tudi v različnih državah pod domačo jurisdikcijo in pod mednarodno jurisdikcijo. Pregon bo potekal v različnih oblikah po vsem svetu. In verjamemo, da bo poročilo imelo, kot pravim, svoje življenje. Predloženo bo na sodišču kot dokaz. Z našim prejšnjim poročilom so se zgodile podobne stvari. Ljudje so naše poročilo predložili sodiščem, ne da bi sploh, postalo je orodje samo po sebi, ki so ga ljudje lahko uporabljali. Ja, to je to glede tega. Nekatera pričevanja govorijo o ujetništvu pod terorjem, ki je trajalo mesece in mesece, kot vemo. Kaj je vam najbolj ostalo v spominu? Kakšno pričevanje ali zgodbo lahko zdaj delite, čeprav je težko? Wow. Mislim, da nas je najbolj pretresla resničnost dolgotrajne spolne zlorabe tistih, ki so bili v ujetništvu. In mislim, da ni dovolj besed ali pravnih definicij, ki bi lahko opisale resničnost nenehnega pekla. Da ljudje vsakodnevno doživljajo spolno nasilje, grožnjo posilstva, občutek, da tvoje telo ne pripada tebi. In ena od stvari, ki jih navajamo v poročilu, je pravzaprav pričevanje nekdanje talke, ki je rekla, niti pod tuš nisem mogla iti. Veš, pričakovala bi, da bi po posilstvu lahko šla pod tuš, pa niti pod tuš nisem mogla iti. Mislim, da to nekako. Poročilo predstavlja le delček tega, kar je povedala, a to nam je ostalo v spominu. In tudi del, ki nam je ostal v spominu. Poročila smo začeli z izjavo Ricarde Luk, matere Shani Luk, in trenutki, ko je družina 7. oktobra videla, kako so njeno telo vlekli in odpeljali v Gazo. Medtem ko množica pljuva po njenem telesu, okoli pa so oboroženi moški, njeno telo je iznakaženo, skoraj ni oblečena. In mislim, da so bili to uničujoči trenutki za družino, ko so morali biti priča temu trpljenju. Ja, mislim, da to ostane z nami bolj kot karkoli drugega. Slišim, kako boleče je zate, da sploh govoriš o tem. In tako strašljivo je vedeti, da se je takšna stopnja zla odvila na ta način. In kako pomembno je, da pride na dan, ter da svet izve, kaj se je v resnici zgodilo. Povejte nam, kakšen je vaš občutek glede tega. Dejstvo, da mora ves svet vedeti in razumeti podrobnosti, pa naj bodo še tako grozljive, nazorne in zlobne, kako pomembno je to prav zdaj? Mislim, da je to ključno. Najprej želim priznati delo ekipe komisije, ki je prevzela odgovornost in si ogledala gradivo. Prevzeli smo odgovornost, da jih znova in znova pregledujemo, jih pregledujemo s forenzičnimi strokovnjaki in pregledamo toliko gradiva, da najdemo dokaze, tiste znake spolnega nasilja, stanje teles. Želim povedati, da je bil to stalen trud, ki je bil vsak dan težak, izpostavljenost nasilnemu gradivu, travma, ki jo to prinaša. Torej, zdaj na vaše vprašanje. Želim povedati, da moramo videti, da se strokovnjaki za terorizem, strokovnjaki za nacionalno varnost ukvarjajo s temi ugotovitvami. Ne more biti tako, da bo civilna družba, mi iz akademskih krogov, to brala. To mora biti poročilo, ki ga berejo, preučujejo in analizirajo strokovnjaki za terorizem. Ker smo nekako razumeli, oziroma sem jaz nekako razumela šele v zadnjih nekaj dneh, da se ne moremo niti začeti boriti proti nečemu, česar ne poznamo. Torej,
Če bodo to poznali le, veste, aktivisti za človekove pravice ali civilna družba, bo to pogubno za vse nas. To mora postati delo strokovnjakov za terorizem, strokovnjakov za nacionalno varnost, ki to preberejo, ki to razumejo in da je šlo tukaj za najhujšo obliko spolnega terorja. To je tako pomembno sporočilo, ki ga pravkar delite, in to govori o izzivu, da bi javnost razumela te podrobnosti v času, in to je tako težko sploh omeniti, ko govorimo o krutosti in izprijenosti, ki sta se zgodili 7. oktobra in od takrat naprej. Tudi kot morda veste, ko kolumnist New York Timesa Nicholas Križistof objavi nesmiselni članek, v katerem namiguje, da Izrael, smešno je to sploh izreči, trenira pse, da bi posiljevali palestinske zapornike, kolikor je to absurdno, ko se takšen naslov širi pred objavo vaše celotne 2-letne preiskave. To preprosto pomeni, da poročilo komisije ne dobi pozornosti, kot bi jo sicer v novicah. Kako se temu zoperstavite? Kako se s tem spopadate? Naravnost absurdno in noro, kot je bilo tisto poročilo iz New York Timesa. Zato nam je bilo včeraj, ko smo objavili poročilo, pomembno, da se osredotočimo na žrtve, na ugotovitve poročila in da ostanemo zvesti svojemu poslanstvu. Delali smo več kot 2 leti na vsaki podrobnosti v tem poročilu, na vsaki besedi, vsakem dokazu. Zato smo se želeli osredotočiti na to in zagotoviti, da svet to ve. In lahko rečem, da je poročilo prejelo izjemno veliko pozornosti po vsem svetu. In želim se osredotočiti na to in na njih. Popolnoma prav imate. Brez dvoma, doktorica Kočav Elkajam Levi, zelo cenimo, da ste govorili z nami. In hvala vam. Slišim bolečino v vašem glasu in moč, da govorite z nami. Zelo to cenimo. In še enkrat, pogum preživelih, ki so vam v zadnjih 2 letih podali svoja pričevanja. Cenimo vaš čas. Najlepša hvala, da ste bili z nami v oddaji The Rundown. Spremljamo odzive na te zelo pomembne dokaze in vaše poročilo. Hvala, da ste bili z nami in hvala vaši ekipi.